Spoštovani gospod Načkov, dr. Marjan Turnšek, dragi Romarji. Dovolite, da vam v imenu župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta ter vse župnije izrečem iskreno dobrodošlico. Na tem svetem kraju, na Gorci v Malečniku, kjer se že več kot 500 leti verniki zbiramo ob Mariji, Materi Božji. Današnji praznik Marijinega rojstva je za vse nas poseben trenutek. Je praznik novega začetka, praznik veselja in upanja, saj nam Marija kaže pot k svojemu sinu. Cerkev na Gorci je za Malečničane in širše vernike od nekdaj prostor tolažbe, zaupanja in hvaležnosti. Tu se v molitvi in prošnji zatekamo k Mariji, katere čudodelni kip z detetom spremlja življenje Romarjev že od 16. stoletja. Tolikokrat so tukaj ljudje našli moč, pogum in milost. Ni le svetišče naše župnije, ampak duhovni dom mnogih Romarjev iz vse Slovenije in tujine. Posebno veselje nas navdaja ob dejstvu, da je bila cerkev Marije na Gorci leta 2023 duhovno pridružena rimski baziliki Marije Velike. To pomeni, da lahko verniki v njej prejmemo popoln odpustek. Dragocen dan cerkve, ki nas še bolj povezuje z vesoljno cerkvijo in papežem. To priznanje je tudi potrditev, da je cerkev na Gorci poseben kraj Božje bližine. Dovolite, da omenim še nekaj. Na cerkvi so se že začela obnovitvena dela na fasadi. Vemo, da bo pot do zaključka še zahtevna. Zato si želimo, da bi s pomočjo vseh dobrih ljudi, z darovi, delom in molitvijo obnovo čim prej uspešno končali. Naj nas Marija, ki je hiša lepote in zavetnica naših prizadevanj, pri tem vodi in naj bo naša skupna molitev tudi za ta namen. Spoštovani gospod Načkov, današnja slovesna maša je še posebej bogata, zato, ker ste med nami vi. Vaša prisotnost prav v tem svetem jubilejnem letu in vaše služenje nam prinaša bližino cerkve, nas utrjuje v veri in nam daje zgled, kako živeti v zvestobi Kristusu in cerkvi. Hvaležni smo, da ste danes z nami in naj vas Gospod Bog bogato blagoslovi. Naša Marija pa naj vas spremlja pri vašem delu in poslanstvu. Še enkrat dobrodošli med nami. Molimo, vsemogočni Bog, ti nas vodiš iz teme v nevednosti k čudoviti luči tvoje besede in tvojega bogoslužja. Zahvaljujemo se ti, da si se nam razodel po svojih služabnikih, duhovnikih, ki so predstavniki tebe, ki si naš Gospod in naš Bog. Za upanjem te prosimo, blagoslovi te sedilje. Na katerih bodo sedeli tvoji predstavniki pri obhajanju bogoslužja. Vsi, ki bodo v tvojem imenu tu vodili bogoslužja, naj doživljajo odrešujočo moč tvoje bližine, da bodo glasniki tvoje dobrote in tvojega usmiljenja. Tisti pa, ki bodo pod njihovim vodstvom tu obhajali bogoslužja, naj Sveti Duh spodbudi, da bodo po bogoslužju tudi živeli in življenje spreminjali v bogoslužje. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Dragi bratje in sestre v Kristusu, dragi sobratje duhovniki, predstavnika Malteškega reda. Vstopili smo v to cerkev in verjetno, kdor še ni bil prej tukaj, je kar malo obstal, kako je bogato okrašena. Verjetno tudi zato, ker so tisti, ki so jo osnovali, torej naši predniki, ki so prav tako zaupali Božji materi in naši materi Mariji, začutili, da mora ta cerkev, notranjost cerkve izražati bogatstvo, lepoto Marijine duše, Marijine notranjosti, njenega srca, tistega njenega prostora, v katerem sprejema vsakega Božjega otroka kot svojega otroka, tudi vsakega izmed nas. Zato se v taki cerkvi človek lažje izroči Materi Božji in svoji mami, nebeški materi. Tudi danes smo prišli vsak s svojimi skrbmi, svojimi prošnjami, pa tudi svojimi zahvalami, pa skupnimi prošnjami in zahvalami za vaše družine, za župnije, za mariborsko nadškofijo, za naš narod, za svet, ki je mnogo kje živi v nemiru, kakor tudi v družinah je velikokrat in marsikje naseljen nemir. Vse to smo prinesli gotovo v svojih srcih in bomo po Mariji izročili nebeškemu očetu. Ta njena lepota, v katero nas uvaja lepota te cerkve, nam govori o tem, da je Bog z njo, da je Bog vedno z njo, da je Bog z njo od prvega trenutka njenega bivanja, ko jo je obvaroval izvirnega greha. To je tista praizvorna lepota, ki jo je ohranil in ki jo lahko ob njej začutimo. Potem jo je blagoslovil z tem, da jo je izbral za svojo mater, s početjem, da je postal človek prav v njenem telesu in da ga je potem spremljala v življenju. Vse to jo je posvečevalo. Slišali smo en odlomek evangelija, ki se morda komu zdi malo dolgočasen. Poslušanje rodovnika Jezusa Kristusa, sama imena, ki nam nič ne pomenijo. Ampak Judom so pa pomenila. Judje so vedeli, kdo so bili ti ljudje. To so bili ljudje njihove zgodovine. Res, da niso bili sami svetniki, da so med njimi bili tudi kar veliki grešniki. Če se spomnimo samo na Davida, ki ni bil samo svet kralj, ampak je bil tudi grešen kralj. Ampak gledajte, Bog je kljub temu iz generacije v generacijo deloval in pripeljal človeštvo tako daleč, da je lahko se rodila Marija. Da se je lahko rodila tista, ki je bila kot prvi človek sposobna Bogu reči da v vsem. In morda smo tudi tu, zato da obnovimo tudi vsak našo podaritev Bogu, vsak svojo podaritev Bogu. Popolnoma. Brez zadržkov. Kajti potem lahko tudi na Marijino priprošnjo Bog začne delovati v polnosti v našem življenju. In to je cilj našega romanja, ne samo današnjega, našega zemeljskega romanja, ki se ga v tem letu še toliko bolj spominjamo, ker je sveto leto, ki ga je papež Frančišek postavil pod znamenje upanja. Zato smo v tem letu posebej romari upanja. Tistega upanja, ki ne osramoti. In gledajte, lahko bi rekli, da so tile rodovniki, tale rodovi, ki smo jih poslušali, neke vrste romanje upanja skozi celotno človeško zgodovino. Po tem romanju, ker je Bog ohranjal in gojil svoje upanje, ki ga je on podaril ljudem, kajti ljudje so zaupali Bogu in upali, da bo Bog uresničil svoje obljube. In zato je zanimivo, papež Frančišek
Marijo imenoval mati upanja. In vemo, da je ta vzklik unesel tudi v lavretanske litanije Matere Božje, ki ga prej ni bilo. Papež Frančišek ga je vključil v litanije mati upanja. Zakaj je Marija mati upanja? Zato, ker je rodila Kristusa, ki je naše upanje. Namreč upanje, ki ga v tem letu spremljamo, pa skušamo poglabljati, ni človeško upanje. To, ko rečemo, ja, upam, da bom končal tole, ali pa upam, da bom to naredil, ali pa upam, da bom to dosegel. To je upanje, katerega garant sem jaz. In to upanje se pogosto zruši. Zato je Bog ulil v naša srca, vsakega človeka, 3 kreposti. Vero, upanje in ljubezen. To je Božja resničnost, ki jo je Bog položil v srce vsakega človeka kot seme. Mi pa moramo to gojiti. No in letos je papež Frančišek takrat začutil, da svet potrebuje upanja. Zato, ker ko poslušamo novice, ki prihajajo vsak dan, bi lahko rekli, če bi samo na to računali, kar slišimo kot novice vsak dan, bi obupali. In vemo, kaj pomeni obup. Obup pomeni, da se ustavimo v življenju, da ne vidimo več smisla za naslednji korak. In kdor popolnoma obupa, kdor v tem obupu ne najde človeka, ki bi mu pokazal pot naprej ali ki bi mu bil znamenje upanja, tako obupa, da lahko seže celo nad svoje življenje, da naredi samomor. To je posledica obupa. Posledica upanja pa je, da ne zaupam sebi, da zmorem in da bom zmogel iz te težke situacije izstopiti, ampak da mi Bog garantira, da če se obrnem nanj in skupaj z njim naredim korak naprej, da bom ta korak zmogel. In gledajte, to je v tem redovniku zapisano med vrsticami. Izraelci so pogosto zabredli v brezizhodne situacije, v suženjstva. Ampak ko so nehali računati nase in se odprli Bogu, je Bog jih izpeljal. In v to so oni upali. In prav je, da tudi mi upamo skupaj z Marijo, ki nas pri tem podpira, da ni nobene situacije v našem življenju, ki bi bila tako težka, da je ne bi mogli z Bogom premagati. Ali če hočete, kot je zapisal Pavel Rimljanom, vemo, bratje, da tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Si lahko mislimo. Vse. Pomeni tudi tisto slabo, ko se nam zgodi. Celo greh lahko človeku pomaga k dobremu. S enim pogojem, da ljubimo Boga, torej da se spreobrnemo. Greh nas je obrnil stran od Boga, ampak če se spreobrnemo in se obrnemo k Bogu, bo on to situacijo, ki je pravzaprav situacija suženjstva iz izraelske zgodovine, v podobi rečeno, lahko spremeni nam v dobro. In pri tem nas Marija gotovo podpira, zato je mati upanja, ker je rodila tistega, v katerega mi upamo in v tej moči naredimo korake iz naših situacij. Naj vas spomnim še na eno stvar. Govorili smo o grehu, ki nas zapre pred Bogom, in o spreobrnenju, ki nas pripelje nazaj k Bogu. Ampak veste, greh vedno nekaj pusti. In to, kar greh pusti tudi po spovedi, ko nam Bog krivdo odpusti, imenujemo časne posledice greha. To so stvari, ki jih greh pusti v naši telesni, duševni in duhovni strukturi in nas potem ovirajo v življenju. Včasih mi kdo reče, veš, tako težko živim. Pa ga vprašam, zakaj? Pravi, ne vem, ampak tako težko živim. In ko se pogovarjava, malo bolj lahko odkrijeva,
da je to posledica časnih posledic grehov, s katerimi se nikoli ni zares ukvarjal, da bi jih odstranil iz svojega življenja. In v svetem letu in v tej cerkvi vedno, ne samo danes ali pa v svetem letu, lahko pridobimo odpustke, s pomočjo katerih nam cerkev, udje cerkve pomagajo odstranjevati posledice, te posledice, časne posledice grehov iz našega življenja. Samo kakšen primer, da boste zaznali, o čem pravzaprav govorim. Glejte, pride nekdo k spovedi pa reče, ja, sem zabredel v alkoholizem, preveč pijem. Bog mu odpusti krivdo, če se iskreno spove. Ampak ko stopi iz spovednice, njegovo telo še naprej zahteva alkohol. Odvisnost telesa ostane. Glejte, to je recimo telesna posledica greha ali pri mamilih nekaj podobnega. Danes govorimo tudi o kakšni drugi zasvojenosti, recimo od interneta, od pornografije, od odnosov, od spolnosti. To je pa posledica greha v naši duševnosti. Torej v duši nas je, v duševnosti. Ko nekdo bi želel se spremeniti, pa ga zasvojenost potegne nazaj. Zato potrebuje pomoč drugih. In gledajte, odpustki so prav to, da nam cerkev pride na pomoč pri odstranjevanju teh časnih posledic greha. Na duhovnem področju so to recimo grešne navade, razvade, ki se nas tako držijo, da včasih kdo reče, veste, že 30 let se mučim, da bi se rešil tega, pa mi ne uspe. Zdaj, ko imamo možnost pridobiti veliko odpustkov, bi lahko rekli, je prav, da se tega poslužimo. Če bi s podobo povedal, kaj to pomeni, gledajte, če imate doma na dvorišču recimo 50 kubikov peska, ki ga je treba odstraniti, pa greste vi sami to šafljati, kako dolgo boste to delali? Če pa vam pridejo tisoči in tisoči pomagati, pa bo vsak eno lopato vrgel, pa bo rešil. In to je pomoč odpustkov. Ko nam tisti bratje in sestre v cerkvi, ki so udje istega skrivnostnega telesa kot mi, ki več molijo, več žrtvujejo, več darujejo, kot sami potrebujejo za svoje odstranjevanje časnih posledic greha, pridejo nam na pomoč. Zato vam polagam na srce, da danes, pa čim večkrat v tem letu še, pa tudi sicer, uporabite to veliko možnost. Ne se pustiti zavest javnemu mnenju ali mogoče tudi lastnemu spominu, kaj so vam kje kdaj v šoli govorili o odpustkih. Na enem zadnjih srečanj z birmanci sem vprašal birmance, če vedo, kaj so to odpustki. Pa so rekli, pa je ena birmanka rekla, takoj, kar izstrelila, ko izstopa. Ja, to je tisto, ko so prodajali nebesa. No, to gotovo pri veruku ni slišala, ne? Ampak to je javno mnenje, ki izhaja še od protestantov, čez da Luther je nekako govoril, da katoliška cerkev prodaja milost, kar seveda ni bilo res. Zato, ker je tudi takrat so veljali isti pogoji, kakor danes, za pridobitev odpustka. In osnovni, ki vedno veljajo, so nenavezanost na greh, ki jo pokažemo na zunaj z obhajanjem zakramenta sprave, obhajanje svete maše in obhajilo, ali če to ni mogoče, čaščenje najsvetejšega, vsaj 10-15 minut, in pa molitev po namenu svetega očeta. Ampak ta prva nenavezanost na greh, glejte, to pomeni spreobrnenje. Brez tega ni mogoče pridobiti odpustka. Torej, tu ni šlo za nikoli ne
preteklosti, ne danes za prodajanje milosti, ampak za pomoč Cerkve pri tem, da jaz postanem prostor milosti, v katerem Bog lahko deluje in lahko po meni deluje tudi na druge, tako kakor po Mariji deluje po nas. Naj vas torej tudi današnje srečanje spodbudi k temu, da boste z Marijino priprošnjo in pomočjo lahko dosegli nenavezanost na greh in prejeli potem pomoč Cerkve, da boste lažje živeli. Amen. Hvala gospodu Dudniku, da me je povabil. Brez povabila ne bi bil danes tukaj z vami in ne bi lahko obhajal z vami lahko tako lepega praznika Marijinega rojstva. V tem tednu bomo še Marijin god obhajali, kajti v petek je god Marijinega imena, torej njen god, ne? Na svoj god se spominjamo svojega imena in krsta seveda. Tako da še bo priložnost, da bomo se v tem tednu družili z Marijo, materjo upanja. Pa pojdite kot priče upanja vsak v svoje okolje, v katerem živite. Predvsem na dveh področjih se mi zdi, da smo poklicani biti kristjani v tem trenutku znamenja upanja. Marija se ni bala ne življenja, ne smrti. Mi pa se bojimo življenja in smrti. Se bojimo življenja, zato slovenski narod kot narod izginja. Ker se mladi ljudje bojijo novega življenja. Zato je prav, da prinašamo v svet upanje do življenja. Na drugi strani pa se bojimo tudi smrti, čeprav jo kličemo, čeprav jo uzakonjamo. Pred enim letom smo na ta dan lahko razmišljali o tem, kako je mogoče, da smo Slovenci na referendumu rekli samomoru s pomočjo da. Danes že razmišljamo ne o referendumu, ampak o tem, da imamo zakon, ki to omogoča. Torej, da ponujamo ljudem smrt namesto življenja. Tudi tu potrebujemo priče upanja, kajti težko bolni in umirajoči ne potrebujejo smrti. Ta pride sam po Božji odločitvi. Taki ljudje potrebujejo našo bližino, potrebujejo bližino človeka. In v tem smislu je vsak izmed nas, ki pozna vsaj enega, ki je težko bolan, lahko znamenje upanja temu človeku, če ga obišče, ga prime za roko, z njim morda kaj pomoli in mu tako odpre pot upanja naprej. Pojdite z Marijinim spremstvom v ta svet in mu prinesite znamenja upanja.